Pa da vas vidimo, gospod župan. Ja. Ja, torej, to smo vas že spraševali, drevo, torej ste že posadili, zdaj še samo knjiga, pa deca. Ne bom pisal, knjige ne pišejo tisti, ki so poklice. Kakšna je simbolika v češnjah? To je simbolika topline, prijetnosti, predvsem pa ljubezni. Samo otroci še manjkajo. Dobro namigujete. Vidim, da vam dobro gre. Enako kot šefu, Kanglerju, isto. Samo dali so vam rdečo lopato. Ja, to nekaj pomeni, kaj drugi imajo zelene? Ja, črne imajo eni. Ja, jaz nisem pri črni, ja. Kaj pa mislite, črni, ko rdeče lopate imajo? Bo težka, ha? Ne poznam, mislim. Povejte, gospod Verlič, katera bo najdlje zdržala? Boste tekmovali, kaj? Upam, da bodo se vse češnje prijele in da bodo dolgo rasli. Mislim, da je bilo to vredno. Kakšna navodila, kaj je župan dal, kako morate se pogovarjati z drevesi, kaj boste mogli vse delati, da bo to cvetelo? Jaz hodil po vsaki seji mislijo cveta, sem pogovarjati s to češnjo, ne? Ne bo to verjetno koristilo vsem tistim, kar preživljamo na seji, mislim na sveta. Ne samo, da imate rdečo lopato, ne, tudi rdeče ste oblečeni. Pa čisto divji ste. Partija. Vsaka reče, sem divje, pa nisem, veš. Povejte, vi se tako komplicirano pišete, da mi morate zdaj to povedati. Melkart Mohamed Bero. Pa odkot ste vi? To je Bog zemlje in nebesa. Aha, točno na dan zemlje. V krščanskem jeziku je Bog zemlje in nebesa. Melkart. Torej, vi ste direkt iz Afrike? Ne, blizu Afrike. To je od Libanona do Afrike, tako kot Slovenija do Afrike skoraj, če gremo z zračnim linijom. Veste, kaj vi meni povete, kakva so bila navodila gospoda župana, se morate kaj priti pogovarjati z drevesi, bo to zdržalo? Jaz vedno pogovarjam z drevesi, jaz vsako živo bitje pogovarjam. Rajši pogovarjam z drevesi kot človekom, človek ti ne razume, drevesi pa te razumijo. Ja, gospod Ujčič, vi ste se tudi kar znašli s to rdečo barvo. Ja. Štima, pa se nič ne moti. To je partijska barva. Prava. Ne? Ko v pravih cajtih? Včasih smo bili v partiji, zdaj pa nismo več. Znan rek pravi moški. Še? Tako da vi še niste pravi moški po teh normativih? Če glede na to, da sem napisal par tisoč člankov, pol bi lahko tudi... To samo skup zlepite, čao. Knjiga. Dve knjigi skupaj, ne? Pa je to v redu. Kako boste kaj rihtali to drevo, se boste... Ja, moram reči, da bom kar malo del nad njim, dokaj mi je to všeč. Moram malo tudi zaliti in upam, da bo to lepo uspevalo. Edino zanj, ko sem naredil prevosko, to sem zdaj šele opazil. Aha. Ta obesek, ne? Tole, ja. Ker bo deblo debelejše, ne? In se bo zarezalo. Te pa popravljenega. Poglejte, kaj je gospod Kangler dal, kakšna navodila, se morate kaj s češnjami priti pogovarjati, pa to? Ne, mislim, da to nobenih navodil to vrtih ni, ampak da je to pač nek res odnos do okolja, v katerem živimo, ne? In mislim, da je to dobra poteza v zadnjem času. Vprašanje je edino, kako bomo pazili na vsa ta drevesa, da ne bodo preveč mamljiva. A ja, za rabutanje. Seveda, točno, ja. Ja, dobra ideja. Ja. Kaj pa zdaj to pomeni? Kako boste prešteli češnje? Mislim, plodove. Sigurno bom preštel. In to je zdaj samo vaše potem, ker je vaše ime gor zdaj, ali je to od vseh? To je v bistvu od vseh in to je tudi vsem namenjeno. Mogoče je bilo pa pametno, da bi skupno trgatev naredili, ne trgatev, obiranje, ne? Nisem mogel danes drugače kot tak. Gospod Burnač, samo malo zdaj. Ne to, ne, da smešno zgleda s kravato, smešno zgleda z rdečo lopato. Ja, to je tudi res, ja. Pa kako so vas to nahecali?
Ne vem, kaj te vem. Jaz mislim, da bo vsekako drugo. Samo boljše to, kot da lipo sadim. To je še zmeraj boljše, da imaš potem rdečo lopato, da, kako ti rečeš, malo je zadeva pač, bi rekel, strankarsko sporna, ampak tudi to se prenese. Dobro. Kaj vi mislite, bo to raslo? Bo to zdržalo? Čujte, ne vem, vam so neko čudno lego dali, ne vem, če to ni neko podtikanje. Ja, ja. Kaj boste kaj skrbeli, se boste hodili kaj z drevesom pogovarjati, pa to? Upam, da sem lahko pogovarjal, da bom z družino prišel kdaj po kdaj pogledati, če ne bomo pa drugo leto drugo posadili. Ja, kaj se boste šli kaj izpovedati okoli? Glejte, jaz sem ateist, jaz se izpovedal ne bom, ampak včasih pa mogoče rabiš kakšen tiček, kjer se lahko zamisliš na dogodki, ki si jih preživel mogoče v preteklem tednu. Ja, to me zanima, ti dogodki me zdaj zanimajo. Jaz sem včeraj čisto obupala, na mestnem svetu sem šla kar domov. Zakaj ste obupali? Ja, dolgo je trajalo, ne? Ja. Povejte, gospod Burnač, kaj upate povedati, kak ste glasovali? Prosim? Boste povedali, kaj ste obkrožili, kak ste glasovali, ne obkrožili, no? Jaz sem glasoval tako, ko smo se strankarsko dogovorili. Ne? Torej, podpirate podražitve, glasovali pa niste. To je profesionalna poteza. Ne. Ne, da nisem glasoval. Mislim, da glasovali ste proti podražitvam, osebno pa jih podpirate. Jaz sem rekel, da sem glasoval tako, ko smo se dogovorili. Smo pa predhodno se uskladili z županom in je župan to tudi razumel. Kaj zdaj to pomeni? Gospod Burnač, kaj se stranko dogaja? Zdaj vi imate dva šefa. To je težka, ne? Oziroma, ja, tri, ne? Kanglerja, pa gospoda Pivca, pa Viherja. Kak si to zdaj znajdete? Vete, jaz sem svoja politična osebnost, pa sem dokaj sam svoj, pa tudi tako razmišljam, tako delam. Glede na količino dela, pa glede na obseg vsega tega, mislim, da imam pravico, da se sam odločam po svoji vesti. Kaj pa kazenska ovadba napovedana, ste oprostili gospodu Gačniku? Glejte, to je bilo pod nivojem, ne. Jaz razumem gospoda Gačnika, ne, da ima v bistvu, da rekel, najnižjo izobrazbo v mestnem svetu, pa da je pač takšen njegov pogled, ne, ampak vseeno neko dostojanstvo, pa moraš imeti nekaj. Tisti dan še jaz predhodno sploh besede nisem imel, da bi ga, bi rekel, na nek način izval ali kakorkoli mu povzročil to, da je on potem takšno, bi rekel, nesramno laž izrekel. Mislim, da je pravzaprav naredil na koncu verjetno sebi večjo škodo kot pa meni. Tak se upam. Gospod Gačnik, kaj ste vi šli med 16. pa 17. sejo na kaki pir z podžupanom Burnačom? Joj, veste kaj, zdaj pa jaz imam toliko vina, da z Burnačom ne grem na pir. Aha, pa sta spila vino. Kaj zdaj s tem? Vam je malo žal za to, kar ste rekli? Če je... Meni je tam res izletelo, ko sem videl tisti seznam, vendar pa je že na prvi točki tistega seznama napisano, da ima do akva sistema mestna občina 9,1 dolgov. V bistvu pa poznam zaprto sejo, kjer smo govorili o 6 milijonih, kar pomeni, da seveda so to neki papirčki, kjer znižujejo možnost za pogajanja tistih, ki bi se naj pogajali z temi gospodi. Tako da ste še vedno pripričani, da je morebiti bil nažgan podžupan Burnač? No, to pa nisem jaz tako rekel. Kak ste pa rekli? Rekel v prispodobi, ne, se veste, poznate. Ampak tak, ne, tak ste povedali, ne? Kaj je bila prispodoba? Prosim? Kaka je bila? Prispodobi. Da, če ne veš, ne, kar si na prejšnji seji povedal mestnih svetnikov, pa pol v en listič tak napišeš, kaj bova midva, imate z mano intervju? Ja, imamo. Ne. Čujte, ne, zdaj jaz vas samo vprašam. Ne, to pa nisva se zmenila. Kaj seveda sva se zmenila? Ne, midva sva se samo to zmenila, da bova to dala gost. Nič se nisva midva zmenila, vi ste tu se z novinarko pogovarjate, morate vedeti, kaj govorite, poslušajte. Vi ste novinarka, jaz sem mislila, da ste vi na občini. Ma kak? Ja, pa resno, no. Ne, ker ste stalno, povsod ste zraven, tako da...